Lepo pozdravljeni v podcastu. Moram na začetku povedati, da se danes neizmerno veselim vseh tem, kamor naju bo z današnjo gostjo odpeljalo. Sploh ne vem, kje naj vse začnem. Glasbenica, pa tudi vplivnica, pa TV voditeljica, pa še marsikaj tudi poslovna ženska. Špela Grošelj, živjo. To smo tako lepo povedala, sem kar malo začela nabirati. Ja, zato ker doskrat pozabimo, kaj smo vse dosegali v življenju. In pa, kad te tako nekdo spomne, pa se kar tako, vse mi kar gre. V bistvu sem pa res vse to že naredila. Ja. Špela, zelo sem vesela, da si v svojem hektičnem tempu in življenju zadnje čase našla čas, da si prišla na tale pogovor. In to, kar sem rekla na začetku, ponavadi se mogoče tudi z vprašanjem mečkano pripravim, vsaj približno. Za tebe se nisem popolnoma nič. Hvala Bogu. Ker me res zanima, kam naj bo odpeljal. Hvala Bogu, ker že takrat, ko smo delali prispevek z mami, si videla, da bi ta pijača lahko trajala še ure in ure, tako da ful sem vesela, da si me povabila in tudi jaz se veselim vsega, kar bo danes prišlo ven iz naju za tale podcast. Zdaj, najprej se seveda moram dotakniti tele spremembe, oranžna barva, po koliko? 30, 25 letih, ja. Wow. 25 let sem bila blondinka. Ful sem se dobro počutila v blond barvi. Vedno sem rekla forever blond, jaz sem blond. Ampak v resnici je bil blond moj ego. Aha. A veš, moj inner child je pa to. Se pravi, če lahko to tako malo posplošim, je potem ta razigranost bolj v tebi? Ja. In v bistvu je šlo čist preprosto. Jaz sem snemala nov spot za novo pesem in sem rekla mojemu najboljšemu prijatelju Borisu, ki tudi skrbi ker je pač frizer, skrbi za moje lase in tudi za make-up in tako, sem rekla, Boris, ful čutim, da rabim spremembo vizualno za ta komad. Je rekel, koliko si pa drzna, sam povej, koliko si drzna, ker on pa itak skozi navija za spremembe, a ne? In tudi takrat pred 2 letoma mi je frfru odrezal in tako. Sem rekla, 100% sem drzna, sam povej. In mi je poslal 3 fotke, oziroma 5 jih je bilo, ampak 3 so mi bile tako, da sem se med njimi odločala. Ena je bila tako rjavkasta, tipo J-Lo, taka lešnika rjavkasta, ne toliko temna kot ti, malo bolj na svetlo. Ena je bila neki na violo, ena je bila pa tale ginger, ne? Ampak jaz sem videla ginger, sem sam rekla to. In v bistvu me je pobarval na dan, ko smo pravzaprav že začeli snemati spot. Prišel je z barvo v Motovun, kjer sem jaz najela eno hišo za 3 nočitve, ker sem vedela, da bomo spot snemali in da bomo v ta spot vključila vse svoje ljudi, oziroma 8 mojih ljudi. Zakaj 8? Ker je Lili numerologinja tako rekla. In je prišel tja in me je tam pobarval in so že vmes kadre snemali za spot. Tako da ta spot je mešanica storytellinga in pa behind the scenesa. In pol vidiš, kako imam jaz tam barvo na glavi in vidiš, kako me Nina, moja prijateljica, uči koreografijo, ki je naredila koreografijo za to pesem, da bojo ljudi lahko zraven tudi malo zaplesali, ker je ful taka plesna pesem. In ja, je bilo vse tako zelo spontano in ko me opere, ko se zagledam v špeglu, sem tako, pač, ja, to je to. Aha, se pravi, ni bilo, ojoj, kaj sem naredila. Ne, ampak je bilo tako, kva si čakala? Aha. Pa ko so še ljudje začeli, zdaj pa ista ka mami, sem bila tako, mi te imava isto barvo las. Ja, res sploh je. ni bilo namenoma, ampak sem šele pol post-festom videla, da je pravzaprav, ko sem dala svoje lase k maminim, zdajle, par dni nazaj, sem tako, Boris, ti si isto barvo zmešal meni pa mami. Prav tako sem začutil. Se pravi, od zdaj naprej, ko vaju bo skupaj barvo, ne bo več imel nobenih težav, ena barva za obe, pa bo hiter fertiga. Ja, točno to. Zdaj, omenila si numerologinjo, 8 ljudi, tvojih ljudi v spotu. Vem, da tvoje življenje je zelo, bom rekla, tvoje odločitve zelo temeljijo na tem, kaj ti povejo številke oziroma sporočajo. Ja. Kdaj, se spomniš, da je bilo prvič, da si se s tem srečala? Ja, oziroma... zelo dobro vem. Kdaj zelo je to dobro bilo? vem. Jaz sem Lili spoznala leta 2017. Bila sem v obdobju čakanja moje takratne, poudarek je na takratne, ljubezni mojega življenja do takrat,
čakala sem, da se človek zbudi, da dojame, da zdaj pač se midva že 2 leti dobivava, da zdaj pa že caj, da sva uradno, a ne, da pač vsi ga poznajo, ampak jaz še vedno ne moram reči, da imam fanta, zato ker pač jaz bi bil rad sam, jaz moram biti sam. In ko sem jaz prišla do Lili, vsa objokana, ona tega ne bo nikoli pozabila, je rekla, da sem prišla tako, imeli so neko Teta Healing srečanje, je bila pač ena terapeutka, kamor sem jaz k njej hodila in je ona imela kakor neko delavnico Teta Healinga in zraven je pa tudi bila gostujoča Lili, ki nam je na kratko povedala basic stvari, osnove numerologije in na konci dobil 10 minut 1 na 1. In jaz sem prišla tja čisto objokana, ker sem pač patila za tem človekom in na koncu, ko sva imeli teh 10 minut 1 na 1, ona meni reče, da to je, pač povedala sem ime pa priimek pa rojstni, ime pa priimek ob rojstvu, to je pomembno, da je ob rojstvu, ne, ko si ti poročena, če si poročena ali pa si spremenila ime ob rojstvu, ime pa priimek pa datum rojstva, to pravzaprav rabiš za numerologijo, medtem ko pri astrologiji rabiš tudi uro rojstva, ne. In jaz povem od tega fanta, to povem in ona meni reče, ja, da to je itak karmična še zadeva za porihtati in da midva bova skupaj, pardon, Sennheiser, malo sem te butalna, da midva bova slejka prej skupaj, ampak da na dolgi rok to ne bo šlo, ker, in je pač povedala zakaj. In jaz njej rečem, ne, to sva midva že vse dorekla. Je rekla, a res sta dorekla? Mislim, na številke bi mi bilo čudno, da sta vidva to pogledno posinkana, ker njemu ta zadeva ne predstavlja sreče in v bistvu ni, to je preveč svoboden človek za to. Jaz sem namreč to že vse potipala, zaradi tega, ker se je šlo za neke pomembne življenjske stvari, ne. In ko je ona meni rekla, da ne, da tukaj pa se ne bo, tukaj pa nova midva v isto smer šla. Sem si mislila, dobro je. No, midva sva se s to osebo razšla 3 leta kasneje, pa so pač 3 leta skupaj živela in to prav točno zaradi tega, kar je ona rekla. A ne? S tem, da ona je meni to rekla, preden bi sploh poznala to osebo, ker jaz to osebo javno takrat še nisem bila par. Mi da sta takrat se 2 leti družila, ampak jaz sem čakala, da bom lahko povedala, da imam fanta, ker pač... Da bo mečkam bolj uradno. Da bo mečkam bolj uradno in točno to se je pol pač zgodilo. In od takrat naprej je, se pravi od leta 2020, ko sem jaz pravzaprav dojela, da je meni Lili vse to že napovedala, pa tukaj ne gre za napovedovanje prihodnosti, ampak dejstvo je, da številke so kaj ena IAM koda, a veš, v bistvu na ta način jaz zvem, s kom imam opravka, a ne, kako se bom jaz pa odločila, ali bom jaz šla v to zgodbo ali ne, to je tak namen. Ampak če jaz, na primer, že v štartu vem, da imam opravka z enim narcisom, a ne, to se mi je pol zelo dogajalo po zadnjem razhodu, sem spoznavala nove fante in je bilo kakšno leto isti kaliber tipa. Narcis, full attention seeker, se pravi iskalec pozornosti, da to full rap in ko sem jaz njej pošiljala, ker to je pa tako, ne, jaz se pravi nekoga spoznam, pa recimo, da mi je malo zanimiv, čim je tako zanimiv, da bi me mikali, da grem na dejt z njim, to je sam, hitro moram zvedeti rojsten datum, sam ime pa priimek rojsten datum, sam pošljem, sploh ne sprašujem, sam pošljem in pol mi vedno Lili nazaj tam kakšen voice message, 2 minuti dolg pošlje in sam reče, ne, tole ne bo, ali pa rečemo, zanimivo, ali pa ne, ta ti bo na dolgi rok dolgočasen. Jaz se vseeno spustim v izkušnjo, ampak vedno je na koncu se slejko prej pokaže v roku pol leta, da točno to, kar je ona meni govorila o tem človeku, se v roku pol leta pokaže, ker na začetku se veš, na začetku se trudimo narediti vtis. Vse je lepo, ne? Ja, pa veš, smo tako nekaj, kar v resnici nismo, pa ful bolj štekamo, pa ženske smo kar najbolj razumevajoče, veš, ker nam dopamin, pa serotonin, pa oksitocin svoje delajo, ne. Pol pa, ko te maske padejo dol, pol pa vidiš realno stanje. Moram pa reči, no, to pa res, ne vem, kam bi potrkala, da kar spoznavam v zadnjem letu, da končno
lahko spet rečem, da je tisto obdobje, ki 1 leto po zadnjem razhodu sem res same čudake spoznavala. No. Se niti nisem pa z njimi zapletala, ampak zdaj pa v zadnjem letu sem pa spoznala 3 ljudi, ki so me v bistvu vsak na svoj način, na nek način navdušili, da sem spet začela verjeti, da mene tam nekje še nekaj čaka. No. Tako. Zdaj, glede na to, da smo šle že v to smer, se bova mogoče k številki tudi glede spota in pesmi še vrnili, ker tudi to ni naključje, da je pesem išla točno na datum in uro. Ne? Ja. Ampak zdaj pa moram iti v tvojo smer in se moram mečkan dotakniti teh narcisov oziroma tega, kar si zdaj povedala, da vseeno se stvari spreminjajo. A bi lahko rekla, da se stvari spreminjajo tudi zato, ker si ti mogoče naredila kakšne spremembe? Definitivno sem jaz začela zdaj pri ljudeh ceniti druge stvari kot prej. Jaz se nisem spremenila v zadnjem letu drastično, ampak sem pa začela druge stvari ceniti pri ljudeh. Če sem včasih, recimo, mi je bilo važno, da mi je vizualno všeč, da je zabaven, da mi diši, zdaj je to tako, itak najbolj osnova, ampak tle se zdaj šele začne. Pa to ne pomeni, da imam jaz neke visoke standarde, pa to, ampak drugim stvarem dajem prednost. Važno mi je, koliko se gre lahko z njim v pogovoru v globine. Važno mi je, kako reagira, ko ni petek, ko ni vsak dan, ker life ni potica. Take stvari. Važno mi je... Važno mi je, kako čutim jaz njegovo esenco. Ne več ego. Ne več zunanjost, pa to, kar on, ne vem, dela, pa da ima iste interese. Zdaj druge stvari opazam in zdaj mi je važno, če se midva energetsko, spiritualno poveževa. Pa naj se sliši to mambo jumbo, sam, meni osebno, kaj sem prej delala, sam to. In zdaj, ko si omenila ego pri moškem, seveda je tudi tvoj ego tisti, ki ti je lahko kdaj v preteklosti že ponagajal ali ti pa še vedno kdaj recimo ponagaja. Veljaš za zelo, bom rekla, odločno žensko, za zelo, bom rekla, žensko svojo voljo, se pravi, če mi nekaj ni, bom vztrajala in bom prišla do svojega. Ja. A bi to enačila z egotom? Ne. V bistvu kontra. Namreč ego je tisto, kar mi mislimo, da smo. Tisto, kar so drugi nam rekli, da smo. Se pravi, v tem primeru, ti si Špela. Ne, Špela so mi dali ime. Ali pa ti si taka, pa taka, pa taka. Ne, tako me drugi vidijo. To, kar pa jaz znotraj sebe čutim, jaz temu rečem... Eni rečejo, to je pa moja duša, eni rečejo, to je moj spirit, moja esenca, jaz rečem moj inner child, moj notranji otrok. Se pravi, moje bistvo, dajva reči, moje bistvo se v tej inkarnaciji bori za pravico, za resnico, ne bom tolerirala bullshita, ne bom se klanjala sistemu, če vem, da ni pravilno zastavljen oziroma da ne dela v dobro človeka, ampak dela zato, da elita služi in da nas v bistvu pravzaprav si podreja, in nam nabija davke in nam draži stvari, bože mili, včeraj, ko sem kupila kos torte 4,60 € za kos torte, ko si mislim, pa koliko časa bomo še to dovolili, ker itak se oni odločijo, koliko kaj stane, ne? Se nima torta sama po sebi take vrednosti, In pravzaprav, če dalje bolj sem v stiku s sabo in če dalje manj sem pod vplivom egota. Še vedno se zalotam, da tu pa tam mi vseka ven. V kakšnih situacijah? Evo, glih zdajle, 2 dni nazaj mi je ena babenca, ne moram drugače reči, evo, zdajle mi ego dela. To je ego, no? Ja. Mi napiše, Špela, pozdravljena. Nikoli se sicer ne oglašam samo iniciativno, ampak res te že dolgo spremljam in kot kaže, ne greš v pravo smer. Zgubljaš se na tej svoji poti, bla, 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 bla. Ženska, ki me ne pozna, ženska, ki vse, kar ve v meni, je to, kar je zvedla od medijev in to, kar vidi na Instagramu. In njej se zdi, da sem jaz zašla, zato ker sem že 1 mesec brez nohtov, ker sem pač spontano ostala na morju in so se mi nohti polomili in kaj, pač nobena tam v Istri, iskreno tudi cajta, nisem imela energije za to, da bi si šla nohte popravljati nekam v Poreč pa to, ampak tudi tako niso bile kar tako, da danes pokličeš pa si kar jutr na vrst, in zdaj njo skrbi, zdaj ona pravi, da sem jaz ratala zanemarjena, da sem skrenula s puta.
No in recimo moj ego bi njej odgovoril, pa dobro, baba, kva tebi ni jasen, kdo si ti, da boš mene sodila. Brigi se zase, to je moj life, moj ego bi tako odreagiral. In tako bi odreagirala verjetno Špela še 2 leti nazaj? 1 let nazaj. 1 let nazaj. Pred mamino boleznijo. Aha. Danes je mimogrede 1 leto, odkar je mami zbolila. To je bil torej ta mejnik. Meni je mamina bolezen spremenila življenje. Meni je pač mamina bolezen spremenila življenje čist. Ampak čist. Dojemanje smrti, dojemanje tega, da se od nekoga poslavljaš, pravzaprav smo mi že se februarja od nje poslovili, a ne? Dobesedno poslovili. Ker je patronažna rekla, da je samo še vprašanje časa, da govorimo o dnevih, mogoče tednih, a ne? Spremenili na tolikih področjih. Jaz sem bila primorana se resno vzeti v roke. Jaz sem že prej delala na sebi, ampak prej sem bila jaz v bistvu zadovoljna s svojim življenjem. Ja, ta zadnji razhod je bil prvi rukar, ko sem sprejela odločitev, ker nisem vedela, bo to zame dobro ali ne. A ne? Ker imela sem to osebo najrajš na svetu. Govoriva o Gregorju? Ja. Gregata sem imela najraj na svetu in iti od človeka, ki ga imaš najraj na svetu, zato da bi si dal šanso, da doživiš neko zadevo, ki si je on ne želi, to je ful težko. Tam se je začel in potem... Zato, ker v bistvu pri vama v sami vezi nič ni bilo narobe. Ne, samo želja, sem bila top. Kako bo življenje izgledalo naprej, samo želja glede prihodnosti, bomo rekli, pomembne neke stvari, se je razlikovala. Ne? In če bi jaz z njim ostala, bi se jaz odrekla svoji dolgoletni želji, ki sem imela od majhnega, in verjamem, da bi mu slejko prej zamerila. In verjamem, da bi slejko prej šla narazen. Da bi on ustregel meni, moji želji, ne bi jaz v življenju dovolila. Ker če on tega ne čuti, pomeni, da gre proti sebi, pomeni, da bo on nesrečen. Ni bilo druge opcije, kada grem. Čeprav sem ga imela najrajš na svetu, ne? Ampak danes mi je tudi jasen, zakaj se je to moglo zgoditi. Danes mi je jasen, zakaj mi dva nisva ostala skupaj. In ful ga imam rada kot prijatelja. Noben ne more verjeti, da sva midva lahko po 5 letih veze, ok, 2 leti inkognito, pa 3 leta uradno, da sva lahko taka frenda. Ampak jaz sem z vsemi bivšimi ostala v dobrih odnosih. Jaz mislim, da tudi to, v kakšnem odnosu ti ostaneš s svojim bivšim, veliko pove o tebi, o razmišljanju, o pogledu na svet. Ne? To, kar se razhajajo, pa se pa preko otrok žalijo, pa izsiljujejo, pa manipulirajo, to je najnižja možna oblika vibracije. Tako. Zakaj bi to kdo delal? Skupaj ima to otroka. Vam ni v interesu najbolj za tega otroka narediti, ne? Ne, dajte se tle malo prepucavati. Hvala Bogu, tudi z enim bivšim nimam takega... Pa tudi sama nisi bila tega deležna v svojem otroštvu, ne? Konec koncev. Ne, nikoli. Ne. Pri nas je bilo sicer zelo dinamično. Jaz vedno pravim... da ko bo knjiga, ker bo, slejka prej bo, ne omejujem se časovno, želela sem si jo za 40. rojstni dan, ampak ne, bomo kar po mojem še malo za 5 let predstavili, ker se toliko stvari zgodi, da pač, zakaj bi to zdaj že knjigo ponudila, ker bi mogli drugi nadaljevanje, ja. Čeprav v resnici imam že zacarhne nekje eno idejo, ne vem, če se bo uresničila, da bo 3 knjige. 3 deli, triologija, imam tudi zbrane naslove za vse 3 knjige, tako da zna se zgodi, da se bo to zgodilo, ker je tok v meni. Ampak prej še klili po datume, prav? To pa ne skrb. To sigurno, ne? Definitivno. Greva nazaj k mamini bolezni, tam sem te potem prekinila. Življenje se reka, da se ti je popolnoma spremenilo. Od mami ste se res praktično že poslovili. Letos, 13. februarja letos smo se poslovili. To pomeni, da sem poklicala njene sorodnike še žive, sestra, ki je v Sloveniji, pa sestra iz Avstralije, pač je ni bilo tukaj, ampak so bili skozi na vezi. Nečakinje, prijateljice, vse tiste, ki sem jaz čutila, da bi se prišli posloviti od moje mami. In smo se dobili, čez dan so se ljudje izmenjavali. Ampak mami je bila takrat se ni zavedala. Neodzivna, je bila pa neodzivna ona od 21. decembra lani, ko je doživela svoj prvi epileptični napad. In je bila mesec pa pol v bolnici.
in neodzivna totalno. Mislim, to so bile take Isusove muke, da še danes, ko pomislim, kako sem jo obiskvala v bolnici, ona je pa mene samo gledala in to je bilo to. Ona ni ne govorila, ona ni ne reagirala. Jaz sem jo sprašvala, sem mami, dejva se zmeniti, da če te vprašam, pa če je ja, dej začni žmrkati. Nič ni bilo od tega. Vsak dan sem se na nevrološki po moje prejokala toliko, da a veš, Eva, najhuj je, kad ti človek dolg časa umira. Ne vejo, kaj je, se pravi, vnetje možganovine nepojasnenega razloga. Se pravi, meningoencefalitis, kaj pa povzroča ta meningoencefalitis, niso prišli do dna. Niso prišli do dna, je res, da so se ful potrudili. Doktor Berlot je ta, ki bi se mu javno tudi rada zahvalila, ker on bi komot lahko rekel, gospa, to si starostna okvara možganov, dajte v dom. Lahko bi to naredil. Moja mama je 79 let bila stara, ko je bila hospitalizirana in obe dve veva, da placa za starejše v našem sistemu, ne samo v Sloveniji, nasplošno, stari ljudje so useless eaters, a ne? Oni so strošek za sistem. In logično je, da se ne bojo posvetili nekomu toliko. Moji mami so se. In zato jim bom večno hvaležna, kljub temu, da niso prišli do diagnoze. Ampak saj vemo, ok, vnetje na možganovini je. Zdaj vse ostalo, kar se pa dogaja, pa jaz čaram po svoje. S pomočjo bioenergetika, s pomočjo dopolnil, s pomočjo alternative. Jaz sem šla zdaj čisto alternativo in jaz sem 14. februarja letos mami ukinila vsa zdravila. Zakaj sem to naredila? Enostavno čutila sem, če je patronažna rekla, da je vprašanje časa. Se pravi, nimam kaj več zgubiti. Želela sem si, da bi je bila to tvoja ideja? Ja, jaz sem... Ko je negovalka rekla, patronažna je rekla, Špela, da tole samo še vprašanje dni, morda tednov, je rekla. Zna se zavleči za kakšne tedne. V mesecih ni govorila. Zdaj smo pa že julija, pol leta nazaj. Kako je pa okolica sprejemala ali pa vajni bližnji, ko si recimo, ker verjetno si povedala ljudem, tistim ta najbližjim, mami ne bom več dejala zdravil, gre dol zdravil, zdaj bom jaz probala to po svoje. Ker ljudje se mi zdi, da še vseeno niso vsi tako zelo odprti, dojemljivi, da bi rekli, ja, Špela, super, prav počneš, kar dej, ti bomo pomagali. Ali pač? Ne, pravzaprav ne. Je pa tako. Ker verjetno je pol to še težje, ne? Kot če bi te vsi podprli. Ja, ampak veš, v naši familiji se točno ve, da sem jaz tuna, ko ja, vem, kletvica ne, beseda na J, beseda na J žive sile. In vejo, da meni karkoli govoriti, torej mami je imela 3 sestre, pa 4 brate, 8 otrok je bilo. Wow. Ja, žive so pa samo še 3 ženske. Vida, moja pokojna teta, je umrla žal na svoj 9. rojstni dan, jo je povozil avto. Groza. In to je bil istočasno rojstni dan od njene mame, se pravi moje babice. Tako da ja, tudi tam je bila družinska dinamika. In Metka torej je v Sloveniji živi, Minka pa v Avstraliji že 57 let. To je ta, ki smo jo lahko tudi na Instagramu malo videli. Ona je zelo, zelo dobra in uspešna psihoterapeutka v Avstraliji. In full mojstrica za family constellation, postavitev družine. To je ena od tehnik, ki je zdaj tudi pri nas če dali bolj, se mi zdi, prepoznavna, ampak mi smo res, kar se tiče Avstralije, moja teta tudi tam že 20 let dela in tam je to res močno, pri nas so pa zdaj nekako neki začetki in ona, ne, jaz vedno rečem, teta Minka je odgovorna oziroma pobudnica za to, da imamo midve z mami toliko dober odnos. Ker ko smo šli midve z mami v Avstralijo, ko sem le stara 5 let, je teta Minka videla, kako moja mami nezavestno reagira, kolerično, veš, moja mami je bila full kolerik. Ona je imela mene pa 41. Sama je bila. Strah jo je bilo. A veš, ona je saj drla za vsako stvar. To se še spomnim, kako je takrat, ko smo se skupaj usedle pa pogovarjali, ko sem spoznala tvojo mami, kako je še rekla, kokrat mi je šla na živce. A ne? In to si ti verjetno občutila. Vse.
Ker ni skrivala tega. Ne? Otroci nam kdaj grejo malo na živce, to je brez veze, da si lažemo, ampak logično. Po večini probamo to nekako skriti, pa umehčati. Pa tako. Tvoja mama ni. Ne, ona ni skrivala. Pa tudi ni bila prav zelo topla kot mama. Ne. Takrat. Ne, ni. Jaz sem zelo hvaležna, da imam tudi očetove gene in da je bil oči ta bolj topu. Sicer sem ga imela zelo mal, ampak oči je bil meni kaj en božiček. Oči se nikoli v življenju ni zadrl na mene. V življenju me ni... Mami je bila stroga, božji mater. Mami sem se bala. Mami je bila... Tako, vsak dan nisi vedel, kakšne vole bo. In kadar je bila tako, da je rekla, Špela, a greva danes na bazen, pa greva pa še malo šoping. To je bilo meni tako, wow. Pač, ker običajno je bilo tako, če sem se rekla, mami, jaz bi rada imela nove hlače. Špela, koliko hlač imaš v Mari? 6. Koliko jih lahko nosiš naenkrat? 1. Torej, a rabiš nove hlače. Tako je bila ona. Zelo ne vem, ne najdem pridevnika, ni bilo placa za sanjarjenje, ni bilo placa za karkoli drugega kot biti down to earth. In Bog ne dej, da ni bilo down to earth, ker me je hitro. Tudi pri Foxicah, ko sem je začela pet, ko sem je začela pri 17 letih, to je bil sestank, prišel foter, mami, to smo se pogovorili, mami je bila valjda vodja sestanka, sam da ti je jasen, v trenutku, ko bo šola zaštrikala, prva stvar, ko boš mogla prekiniti, muska, upam, da ti je to jasno, če bo slučajno prišlo do kakšnega popravca, Foxy Teens odpade, tako, tu. Oči moj je sam sedel, oči je sam rekel, ja, se strinjam, v resnici, mami je skozi nosila hlače kle v tem odnosu, vzgoj, skozi, to je bilo jasno. In jaz sem po njej. To, kar se tiče mene na ben, beseda na j. Jaz se ne pustim. To ne pomeni, da jaz ustrajam pri svojem in da mislim, da imam sam jaz prav. Ne, daleč od tega. Z mano je menda, to je pa po besedah Janja Pavca, ki je razlagal vsem na slovenski sceni to, Špela drugače si izdelati, samo z njo v rokavičkah. In pol vem, da je takrat Kumer rekel, ja, še nisem našel totih rokavic, da bi jaz znal z njo delati. Ja, res jih ni najdu, on jih res ni najdu. Večkrat poskušal, pa pač ne našel? Ne, ni poskušal. Aha, ni. Ne, se tukaj je bila napaka. Kje je bil problem? Ja. Jani je pač svoj recept mislil, da ga je najdu, ne? Ker tudi Špela pri Atomikih prvo rundo, pa Špela pri Atomikih drugo rundo, ker mi smo zdaj naredili nek reunion v spomin na stare čase, 17. julija je pravzaprav 20. obletnica naše zmage na MMS-u, 20 let. A veš, kaj rečeš, to je bilo pa 20 let nazaj. Tako se kar malo grozen sliša, ne? Ampak lej, 20 let novih izkušenj. Ja. Tako moramo gledati. In v teh 20 letih je tudi Špela Grošelj iz Atomic Harmonic leta 2004, pa danes to ni ista oseba. Ni. A ne? Zdaj, ne, Jani, mi da se bo oblekli po svoje. Ne bom nosila miniča. Ne bom dala Joškvan. Sploh nima prava glasanja. In tako bi mogli biti že prej. Špela, se ti zdi, da ti je ravno to, se pravi, najprej Foxice, pač spet nekdo v ozadju, ki je vas usmerjal, pač Miki je imel vso kontrolo. Miki je imel kaj fotor. Tako. Ja. Potem kasneje Jani, a se ti zdi, da bi dejansko bila danes drugačna, v smislu, če ne bi, a se ti zdi, da ti je to kdaj škodovalo, da si se mogla podrejati neki, ne? Ne. Jaz sem vse to rabila, zato da sem se ful stvari naučila. Jaz tem, ko sem bila v skupinah, se pravi, začela sem s Foxicami, pol Atomic, jaz sem se ful stvari naučila. Mislim, da bi bila sposobna politi na solo pot, pa se sama zmeniti, se pravi, ko so me klicali za špil, pa poslati plakate, pa izdati račun, pa pol sazas, popis izvedenih del, pa se ne bi imela pojma. Jaz sem lahko sam vesela in hvaležna, da sem imela tako priložnost, že pri Foxicah, pri 17 letih sem šla v teenage band, kjer sem se kalila in sem si nabrala izkušnje, da sem potem, ko sem prevekslala na Atomic, sem še šla. Tako da vse to se je moglo zgoditi. Ne predstavljam si, ker Miki je mene hotel delati solo.
Miki mene ni hotel dati v band, ker je rekel, da me je škoda za v band. In ko sem jaz prišla tja se pogovarjati, pa je on rekel, ne, jaz tebe ne bi dal v grupo. Ne, prosim, jaz bi šla rada v grupo. Ne, Špela, jaz bi tebe delal solo. Nočem solo, skozi sem to govorila, nočem solo. In res, jaz si v življenju nisem mislila, da bom kdaj solo. Meni so moje tetke, ki imam numerologinjo, astrologinjo, tolmačico kave, tolmačico kart, vse so rekla, da bom samostojno kariero šla. In jaz sem vsaki rekla, ni šans. Meni je bilo dobro v skupini. Meni je bilo fajn, ker nisem rabila biti sama za vse. In mi je bilo the best. Ti si bil za to, ti si bil za to. Za Špile pa se nisem rabila jaz. Pa na odru nisi čisto sam. Pa na odru nisi sam. Pa tudi, če recimo se zgodi, da je drek od Špila, noben ne bo s prstom pokazal. Špela Grošelj je imela slab koncert. Atomiki so bili za noč. A v redu, ampak atomiki nisem sam jaz. Jaz nisem atomiki. Jaz sem del atomikov, a ne? In nisem hotela iti nikoli solo. Ampak, glej, življenje je v neki točki jasno pokazalo, da je čas za iti na svoje, pa biti sam svoj šef. Pa mogoče tudi vsa ta leta v bistvu pridobivanja na tej samozavesti, da tudi če boš stopila na oder, da si dobila to samozavest, da si vedela, da bo okej, pa da tudi če si vedela, da kdaj ni najbolj okej, te ni več to ganil. Sam moraš vedeti, da v resnici nikoli ne veš. Nikoli ne veš. Lej, jaz sem na odru od 17 leta, pa že prej pač, ko sem začela, ne vem, v pevskem zboru RTV Slovenija sem od 6 leta pela. Omejitev je bila 7 let. Takratni dirigent Matevž Fabjan je rekel, jaz sem stara 6,5, zato ker sem januarka. In zdaj septembra, ko je vpisal šolo, ne, so bili že vsi 7, jaz sem bila še 6,5. Pa prav on meni, neki pač on test, klasičen preizkus posluha s klavirjem, pač uno. Pa prav, koliko si pa stara, sem rekla, jaz sem pa 6, januarja bom 7. A ja, ampak drugače je najnižja starostna omejitev, je 7, veš, zakaj si pa ti danes prišla? In gladko, pri 6,5, zato ker znam 5. Pač ono. Vzamte me. In valjda me tudi ni bilo sploh dileme, jaz sem pa tudi ful enih solo vložkov dobila v teh otroških operah, ki smo jih peli, smo tudi z eno otroško opero Brundibar smo gostovali po bivših taboriščih, ker je ta opera nastala v času Druge svetovne vojne, so pač otroci si, zato da so si polepšali čas v taborišču, so si enostavno zmislili svojo igro. In jaz sem tam dobila vlogo Vrabca. In še danes znam svojo kitico za pet. Je pa v češčini, oziroma poljščini, Brundibar, zdaj pa ne vem, poljsko, večina Židov je bila Poljakov. Koliko si bila pa stara takrat? 10, 9. Aha, torej pri 10 letih ne samo od 5, ampak še nek drug jezik se v bistvu... Tisicivic, mjesec pranic, není potom, ale s pranic javim o tom. To še zdaj znam, ta druge kitice pa ne znam več. Aha, 2 kitice sem imela, ta mi pa še zdaj ostala. Ja, in smo hodili po bivših taboriščih, kar zelo heavy je to bilo, zato ker mene že od nekdaj, odkar pomnim, mene Druga svetovna vojna blazno zanima. Zdaj, če je verjeti mojim tetkam, je to zato, ker sem bila takrat inkarnirana in naj bi bila ena od na Dunajskem dvoru naj bi bila pevka. In od tam je meni tudi ta naklonjenost do princese Elizabete, ne? Ker jaz sem full fan Sisija. Zato je tudi moja kužika dobila ime po njej. In jaz sem si pogledala vse filme o njej, knjige je brala. Čaka me še muzej na Dunaju, ki je bil že 100krat planiran, pa vedno je nekaj vmes prišlo, pa čaka me še ta njena poletna rezidenca v Grčiji, ampak jaz res čutim to žensko nekje na nekem drugem nivoju. Ne, nisem izmešal. Unika, veste, unika verjamete v reinkarnacijo in v več življenj, ni boste razumeli, ostali pa ne rabite. Nismo na isti valovni. Ja, in meni je blazno vedno zanimal Hitler, ne? Jaz sem si tudi vse filme o Hitlerju pogledala. Pa zakaj? Ja, tako, mislim, ali je nenavadno. Ful je nenavadno. Žensko... Ta dva lika. Elizabeta pa Hitler. Mislim, ker tebe zanima res kot lik, kot človek, ne samo to, kar smo se učili v šoli. Ne, mene zanima njegov vzgib. Mene zanima prvo, mogo je biti ekstra karizmatičen, da je
spelu, kar je spelu. Drugo, kaj ga je v to pelal, ker pač vse vemo, da ne bi bil on v bistvu žita. Take stvari. Skratka, in meni je ta Deutschland über alles in ta avstro-ugrska princesa, to sta mi edine dva lika iz zgodovine, ki mene zanimata. Mene ostalo sploh ne zanima. Jaz tudi, ko sem v šoli morala se valjda učiti te, veš, ko so nas programirali. Meni je bilo to tako brez veze, da sem se naučila na pamet. Prišla, zdrdrala, vse letence znala, prišla domov, dala ven iz glave. In tisto, da me pa res zanima, da bi pa lahko ure in ure se o tem pogovarjala, sta pa Adolf pa Elizabeta. Ona dva sta mi pa tako. Tako se mi zdi, da, ne vem, zakaj sem zdaj dobila asociacijo, ampak da recimo, če gre človek s tabo na dopust, recimo, da grem jaz zdaj s tabo, ker vem, da odhajaš na morje, da grem jaz zdaj s tabo za 5 dni na morje. Ja. Ok, vem, da bo to kar velik muske, pa žuranja, pa tako, fajn, ne? Ja. Ampak glih ful lahkotnih tem pa ne bova imeli, ne? Ja, vidim, ja. Ne, to pa res ne, težko. Okay. A pa saj tako na plaži se znaš pogovarjati o tem, kako je morje slano. Ampak Iva, ja, sej vem, to je fura, meni je to vem. lahkotno. Pa imaš veliko takšnih ljudi okrog sebe, ki jim je to lahkotno. Jaz imam samo še take ljudi okoli sebe. Vsi ostali so pa žal. Mislim, ne žal. Sej z razlogom, ampak ja, žal, ker jih pogrešam. Na momente moj ego jih pogreša. So pa ostali v preteklosti, ja. Recimo, vse ljudi, s katerimi se družim, vsi ljudje imajo to neko rdečo nit. In sicer so pošteni, so dobronamerni, nikoli ne bi nobenega namenoma prizadel. Pustimo, kaj se zgodi, ker se live zgodi, to je drugo. Niso, po domače rečeno, to boš pipala, niso pipale. Okay? Ali pa pokvarjeni, če rečeva malo lepši. Se boš pipala. Prosim, pipi, ker se ne spodob, da dama v belem tako grdo govori. Tako da prosim, pipi. Ja, niso. In to je nekaj, kar je skupno vsem mojim ljudem. Kar se pa tiče globokih debat, pa niso vsi za to, ne. Pravzaprav, iskreno, moj najboljši prijatelj in moja najboljša prijateljica sploh nista v tem fazonu. Nista. Boris tako skozi govori, kaj? Z Borisom imava ful veliko teh aha momentov, ko mu jaz tako rečem, pa dlej no, a vidiš, to je point. Kaj? In on je ful učljiv in njega ful zanima, ne bo pa on tak, ki bo zdaj rekel, dajmo se mi malo pogovoriti o planu, o agendi 2030. Ne bo. A ne, ni naredil celega researcha, ki ga jaz že 10 let delam, ker me pač zanima, da vidim, v katero smer nas bojo probali zapeljati. A te to kdaj utruja? Ja, tale 2030 me najbolj skrbi. Tale me skrbi, zato, ker vem, da ljudje bojo mogli pomisliti dart, ljudje bojo mogli, ker si zame rekla, da sem taka, kako si že rekla? Odločna. Ja, odločna, pa da samosvoja. Ja, pa da ne bom se podrejala, če ne bom, ja. To bo treba zdaj masovno se bo mogli nekaj zgoditi, ker ljudje, pa ne mislim slabšalno, res ne želim, da to tako izpade, ljudje so na avtopilotu, oni spijo, oni so v eni svoji rutini, v temu nekemu sistemu, ki nam reče, toliko pa toliko davkov boš plačal, pa pol, če se naš cepu, bo to pa to pa to. Narobe je to. Zakaj pa je narobe? Zato, ker ravno to, da so ljudje na avtopilotu masovno, v množini, pravzaprav daje moč tisti manjšini, ki pa cel svet vota, ne? Ker to, da manjšina vodi cel svet, to je nekaj, kar mi je jasno že od 2014. Predtem se pa s tem nikoli nisem ukvarjala. Nisem se spraševala, veš, da se nisem spraševala, kako gre ta sistem. Zdaj mi pa life skozi daje neke take preizkušnje, recimo tudi ta mamina bolezen, ne. Mislim, tle sem toliko živcev zgubila s tem sistemom, s temi papirji. No, ravno to, dajva to še malo ponoviti. Se vem, da si sicer o tem zelo veliko na socialnih omrežjih govorila, ampak se mi zdi prav, da se to še enkrat poudari, da dajmo vsi, ki smo že odrasli in imamo še žive starše, poskrbeti za to, da imamo dostop oziroma da smo pooblaščeni za Toplo priporočam. Prav v kamero bom nagovorila, ker to pomeni, da res pač direkt tebi govorim. Dokler so starši še zdravi,
Predvsem zdravi, ja, ne živi, zdravi. Tako. Zdravi. To je važno, ker dokler so še zdravi, dokler imate to opcijo, da greste do notarja in se tam eno pooblastilo spiše, ki vas bo koštalo 50 €. 50 € pa maks 1 uro v totalu, da se odpeljete, da podpišete, da greste še na pijačo pa domov. Uro v totalu pa 50 €. Jaz tega nisem imela. Ker večina to nima. Jaz vedno nisem sploh. Tako, ja. Jaz nisem razmišljala o tem, da jaz to rabim. Meni je bilo najbolj logično, da če sem jaz edina potomka od moje mami, kdo bo za njo poskrbel? Jaz. A ni to jasno? Ne. Če ti nimaš tega papirja, ti ne da imaš zvezane roke, tebi še otežujejo, uradne institucije ti še otežujejo vse skupaj, ker želijo dokazila, še vedno od mami zdravnica zahteva odločbo, da sem res uradna skrbnica, pa še zdaj je nisem poslala, ker sem, vidiš, to je ta mene na ombenjebu. Zanimalo me je, če je po GDPR-ju sploh ona lahko od mene zahteva. A ne? In sem klicala na CSD in ti veš, da na CSD-ju niso znali odgovoriti na to vprašanje. Ker verjetno v preteklosti nihče ni potem spraševal, tako. Ampak je prinesel. Tako. Jaz sem pa rekla, ne, jaz sem odločbe nam pošiljala. Mislila sem si, rekla in nisem. Midve ne vajbava z njo, z osebno zdravnico moje mame. Moja mama se ni želela cepati proti covidu. Pomislila ni na to. Ni se bala virusa, ni nosila maske, ni se hodila testirati. Ko so bile občine zaprte, gladko hodila na Primoža v Kamnik, ona z Domžal. Vse je bilo. Niti skrivala se ni, da bi šla po nekih stranskih poteh. In ni se nameravala cepati. Dokler osebna zdravnica ni pritisnila pa rekla, ja, vi ste pa rizična skupina. Vi ste pa že stara. Vam se pa lahko zgodi hujši potek bolezni. In seveda, moja mama je letnik 44. Takrat so bili zdravniki bogovi, veš, v njihovih očeh. Oni so bili, če je pa doktor tako rekel. Saj takrat so tudi delali za dobro človeka, se mi zdi, da bolj kot zdaj. Takrat je Hipokrat še nekaj veljal. Danes veljajo dili med farmacevtskim lobijem in medicino. Ne moramo se več pretvarjati, da temu ni tako. Če je naraslo število izdanih receptov za antidepresive mislim, da ne me je imeti, ampak za 300% od 2020 do 2024, od COVID-a dalje. Predpisuje se zdravila k bombone, a ne? Točno vemo, kako to gre, točno vemo, kako je ta farmacevtski lobi močen, točno vemo, da se Rajnova šli tja, kam me bo sam zamoril. Ampak sama si pa v bistvu zelo šla potem tudi pri mami, a ne, ko sva rekli, da si v bistvu opustila, da si jo dala dol iz zdravil, tako rečemo, a ne. Ampak to sem hotela reči, samo zato, ker sem vedela, da nimam več kaj za zgubiti, pa ker sem si želela, da bi ona zadnje dni bila prisebna, ker se mi je zdelo, da od 15 tablet na dan, da je že od tega zadeta. To je bil moj vzgib. Moj vzgib ni bil, kontrirala bom stroki, ker če bi jaz vedela, kako lahko moji mami pomagam, ja, bi kontrirala stroki, ker pa nisem vedela, ker oni meni niso znali povedati, kaj povzroča vnetje. Sem pa jaz pravzaprav to sam zato naredila, da bi ona bila vsaj zadnje trenutke, da bi odprla oči, pa da bi jaz še kakšno interakcijo z njo imela, ker sem itak vedela, da nimam več kaj za zgubiti, ker je patronažna rekla, da so samo še dnevi v igri. Vprašanje je, kako bi si jaz, če bi si jaz upala njo, da dol s tabletov, nekje enkrat vmes, ne? Vprašanje. Ne vem. Ja, gre za kar veliko konc koncev odgovornost. Gre. Ampak zdaj, če se spet vrnem tja v tisto obdobje, takrat, si se odločila, da boš to naredila, da boš probala še z alternativo in tako naprej. Koliko si ti takrat sama pri sebi razmišljala o tem, da pa se lahko zgodi scenarij, kot je danes, verjetno nič. Verjetno niti 1%. Kje? Nič. Jaz sem se poslavljala, jaz sem organizirala že pogreb od moje mame. Jaz sem ji rekla, mami, jaz bom v redu. Težko mi je, ampak ne se več matrati, ne moram te več gledati, da živiš življenje, ga ne bi privoščila nobenemu, kamoli tebi, ko si bila vedno aktivna, vsak dan na Primoža, na bicikl. Pejdi, prosim te. Prosti, da te bom prekinila v tej težki temi, ampak če danes, ker imava za sabo, dajva reči, mogoče mečkan podobno zgodbo, saj v tem trenutku poslavljanja, danes, ko pomisliš na to, a se lahko daš v tisto
občutek, obdobje, tisti trenutek, ko si to govorila in si rečeš, pod kje sem jaz imela to moč, da ti človeku, ki ga imaš najrajš na svetu, rečeš, lahko greš. Ne govor. Robčke bi mogle pripraviti, ne pa lak za nohte, pa jih Ja, nimava. by the way, ne. Veš kaj, ne bom si nalakirala. Ne, ker zdaj že skoraj sva že na pol, pa že na koncu, pa lej, zdaj sva že pri solzah. Zdaj ti vračam ta lak. Super, hvala. Tako da, ja, vsi tisti, ki se zgražate nad mojimi polomljeni nohti, lahko se zgražate naprej. Imam pa danes ob 2:30 pa nohtarco. To pa moraš vedeti, da ne, sam ni se dal zmeniti že zjutraj ob 8, da bi jaz lahko bila danes tukaj z Ni se nohti. poklopali, ja. Ja. Nič hudega. Ja. V glavnem Ne vem, te od kje. občutki, a ne? Ne vem odkje. Enostavno, veš, jaz vedno pravim, ne vem, kaj je boljš, kaj je lažje. A to, da ti oseba umre čez noč, zapusti to zemeljsko življenje, ali to, da imaš ti cajce poslavljati, ampak se pa tudi vleče to v božjo mater. Jaz sem, eno leto nazaj, 10. julija, je bila mami hospitalizirana, poslavljali smo se od nje 13. februarja. A ti veš, koliko je to eno obdobje ene žalosti? Ne veš, kaj lahko pričakuješ. Pravzaprav v začetku sem bila jaz še lani ful mirna. Zato, ker jaz, ko so jo oni v bolnico sprejeli, jaz sem bila prepričana, da bojo oni najdel, kaj je in bomo reševali. Pomislila nisem, da bo diagnoza nepodana oziroma nejasna, nepojasnena. Nisem si mislila. Presežem, Eva, nisem si mislila, ker vem, da imamo v Sloveniji menda nevrologijo zelo dobro. Tako, doskrat sem že slišala, da je nevrološka ena izmed boljših klinik v Sloveniji in me je presenetilo, da niso prišli do diagnoze. Me je presenetilo, sploh glede na to, koliko preiskav so naredili. Ti moraš vedeti, da so oni šli njej delati vse možno. Biopsijo glave, se pravi luknjo v glavo, vzeti vzorec vnetja in šele biopsija je dala informacijo, da to ni borelija. Oni so cel cajt mislili, da je borelija. Oni so 6 tednov njo na antibiotike dajali. Za džabe, Eva. Ona ni imela borelije, ampak to je šele biopsija pol pokazala, ne? Ker magnetna resonanca je pokazala neke te bele fleke, se pravi vnetje možganovine in sklepali so, da bi lahko bila neka zastarana borelioza, oziroma so ji celo vzeli tale likvor, veš? In kao, da naj bi bila borelioza, sam pol je biopsija pokazala, da ne. Da je pa pravzaprav vnetje virusno. Virusno vnetje, nepojasnenega, niso vedeli, kje je virus, pa so še to vse testirati. Ampak a se je to pri mami začelo kazati že takrat, ko je, se spomnim še, ko smo se takrat pogovarjali, da jo je že malo ravnotežje tu pa tam, ko sta šli v hrip, ne, pa jo je že malo tako. Takole je. Moja mami je prvič imela srečanje s to isto diagnozo že leta 2013. In ona je bila takrat 8 tednov na infekcijski, kjer so isto iskali vzrok. In že takrat ga niso našli. In so v bistvu njo po 8 tednih infekcijske odpustili domov brez diagnoze. Rekli so, da ne vejo, da lahko da je bila neka kap, da lahko da je bil epileptičen, da ima epilepsijo. Skratka, spet je dobila 15 tablet in seveda moja mami v lifeu tablet ni hotela jesti. In ona si je kar sama zbrala. Je rekla, ne, tole jaz ne bom jedla. Mislim, da je obdržala sam en aspirin na dan za rečenje krvi, ker so pač rekli zaradi strtkov, da ne bi slučajno do kakšnega pipa šlo. In ona je en aspirin na dan pojedla do 10. julija 2023, ko je bila ponovno hospitalizirana. Sem takrat toliko hujša oblika tudi, ne? 2013, ko se je vrnila z bolnice, ko ni bilo diagnoze, sem jo že takrat pelala na alternativo. In ta alternativa je njo porihtala. In ona je bila good, dokler se ni cepila. Po drugem odmerku cepiva se je pa začel vrtoglavice, kaj jih nikoli ni imela. Kar čez noč na levo oko oslepela. Na levo oko ni videla. Je pa dobivala še injekcije v tole, kaj se reče, roženica. Sem rekla, kaj pa je? Ja, strdek, kako so že rekli, na mrežnici. Mrežnica? Možno? Lahko, da zdaj le točem mimo, ampak ja, prišlo do neke notranje krvavitve, do nekega strdka. Zdaj, če kaj vemo, če smo se kaj naučili v zadnjih 4 letih, je, da stranski učinki cepiva so bili strdki. Ampak ti si se potem že takrat odločila za to alternativo, zdaj večkrat tudi sama poveš, da obiskuješ Brumca, to Tomislav Brumc je ona, ne? Ja, pranoterapeut, ja. Tako, to ni ravno bioenergija, ne? To je vse malo drugače. To je še malo bolj, ja, v bistvu tako, verjetno za Domančiča so Slovenci kar slišali,
No, Tomislav, je bil eden izmed prvih učencev njegovih, ampak je potem pa se odločil, da bo pa še v eno drugo smer, pa je to še malo nadgradil. Tako da pranoterapija se temu reče. No. Pa ti je, recimo, ko greš od njega, se počutiš takrat bolj utrujeno, imaš občutek, da že čutiš tam, da se nekaj zgodi. Kaj tebi on, recimo, s to svojo terapijo lahko da? Jaz sem prvič bila nadaljavo. Kaj ti lahko da, pa kaj ti občutiš? To me bolj zanima. Jaz sem prvič nadaljavo bila, se pravi, tretirana z njegove strani konec januarja, ko sem imela res hude anksiozne napade, ker pač morala sem podpisati en kup enih soglasij in se odločati, a dati mami cevko ali ne, ali v primeru zastoja srca, a jo uživljajo ali ne. To so težke stvari. In jaz sem bila ful anksiozna in še izgorela vse naenkrat in takrat mi je pravzaprav ena, ki jaz sodelujem s podjetjem, kjer ona dela, kjer je ona direktorca, mi je rekla, Špela, daj pej do Brumca. Sem rekla, ne, Martina, jaz sem probala že vse, jaz imam dost, ne grem več nikamor. Ne, Špela, to mu je drugač. Je rekla, nimaš kaj za zgubiti. Dej, prijav se na zdravljenje nadaljavo. Sem rekla, nadaljavo pa sploh ne, ker sem blazno bila tako. V feeling sem imela, da morava se mi dva videti v živo. Nadaljavo ne maram delati ničesar, nadaljavo ne maram intervjujev delati. Ni, ta energija mora biti 1 na 1. In pa če sem rekla, ne nadaljavo, kaj. Pa vem, da me še en moj prijatelj zabavil. Kva si naivna, kva te vse prodajo. Lahko zdaj doma gleda televizijo, misijo nemogoče, ti pa tle ležiš, pa čakaš, da se nekaj zgodi. In v bistvu sem šla na to zdravljenje totalno brez pričakovanja, ampak bolj zato, ker mi je ta Martina tok, dej, mojemu očetu je pomagal, meni je pomagal, vsem nam je pomagal. Njena vnukinja je imela srčno napako oziroma lukenco na srcu, odkar hod k Brumcu, ni več te lukne, kva. In jaz sem v bistvu zato šla. No, and the rest is history. Zdaj sem vsak mesec tam. Oni so potujoči, veš. Oni so enkrat na mesec so v Dobu pri Domžalah, enkrat so v Preboldu, enkrat so v Mariboru, enkrat so v Podčetrtku. Skratka, oni so razprošeni po Sloveniji, kar je full smart, ker na ta način ti lahko čim več ljudi dosežeš, In glas o tem, da Tomo in njegova družina zdravi, na ta način širši, geografsko bolj pokriješ, kot če bi samo v Ljubljani delal ali pa samo v Podčetrtku, Ja, in jaz sem zdaj vsak mesec tam, recimo zdajle, včeraj pa danes bi mogla biti, pa nisem bila, ampak bom šla pa drug teden pa v Prebold, nima veze. Meni so oni zelo pomagali. Tudi mami si tja peljala, ne? Mami pa nadaljavo dela, oziroma enkrat celo sem ga uspela, ker je bil glih v Domžalah, sem ga lepo prosila, da pride fizično narediti, ker drugače on ne dela 1 na 1. On dela te skupinske, ker valjda toliko je povpraševanja, toliko ima pacientov, ni prava beseda, toliko ima klientov, prava beseda, klientov, da enostavno 1 na 1 on ne bi mogel. Tako da, in tudi mami gre sam na gor. Zdaj, omenila si nekje na začetku, se mi zdi, na enega pogovora, oziroma ko smo se v Gregorju pogovarjali, si omenila to, da sta imela pač različne, poglede na prihodnost in tako. In da je v bistvu to tudi bil en razlog, zakaj sta po večini, je bil glavni razlog. Tako. Zdaj pa glede na to, da se pa tebi v bistvu prihodnost ni v tem času razvila v to smer, kot si mogoče takrat želela, pa se jaz velikrat spomnim na izjavo Jana Plestenjaka, ki je enkrat rekel, da mu je v bistvu edina stvar, ki mu je res žal v življenju, da si ni ustvaril družine. Tako, oziroma da ni šlo... Poznam. Vem, A bi se ti lahko poistovetila, da recimo v tem trenutku zdaj razmišljaš na način, da se to še lahko zgodi in se še bo zgodilo, ali si že na točki, ki si rečeš, ne, v bistvu mi je pa tako v redu? Ne, to se bo zgodilo. Aha. Samo to bom rekla, da se bo zgodilo. Okay. Ja, definitivno se bo zgodilo, ker mi je tako namenjen, ker je to moja srčna želja. Ja, z Gregom ne, ker si ni želel. Ampak... prav je, da je tako bilo. Nekoč z nekom pa. Ja. A je ta nekdo mogoče že kaj blizu? Pa... Ja je, ne, če moraš tako razmišljati. Ne, veš kaj fora. Ne, veš kaj fora. Ni človeka, nisem samska sem, definitivno sem samska, ampak
mislim, še bolj verjamem zadnje čase, zadnji mesec, še bolj verjamem, da se bo ta želja po otroku uresničila. Ker se mi zdi, da sem spoznala človeka, ki bi lahko to zgodbo z mano pisal. Zdaj ponavadi, ko ženska reče tako, vem, da se bo zgodilo in tako, ne, bi zdaj mogoče sledilo vprašanje, a mi že kaj vemo, pa ne smemo vedeti, ampak to te ne bomo vprašala. Ne, nisem noseča, nič ne seksam niti, ne. Okay, hvala še za te podrobnosti. Ne, pač tako, hočem reči, da sem res samska, no. Res sem 100% samska. Razumem, pač mogoče, tako kot si rekla, se je zgodil nek... Čutim, ne vem. A veš, zanj sem skontala. A veš, tale misliti pomeni nič vedeti. Kako si ti razlagaš ta rek? Ja, tako da v bistvu še tisto, kar misliš, da je, v resnici ni nujno, da je. Aha, ok. A veš, kako si ga pa jaz? Ja. Da nekaj je, kar mi mislimo. Aha, nekaj je pa res. Nekaj je pa, kar mi vemo, se pravi naša resnica, se pravi, da čutimo s telesom. Se pravi, po domač, mislimo v glavi, čutimo v telesu. In kad ti jaz rečem, da čutim, da se bo to uresničilo, pomeni, da to meni telo sporoča, da se bo to uresničilo. In zelo bom presenečena, če se ne bo. Drugo je pa, kaj jaz rečem, tole pa mislim, da bi znal biti. Ja, misliš, na podlagi prepričanj, na podlagi vzorcev, na podlagi preteklih izkušenj misliš. Kaj pa čutiš pa v tem trenutku zdaj, kaj ti telo pove. Sam edina stvar, ful bi si želela biti mlajša, veš. Nočem, ponovila bom mamino zgodbo. Mami je imela mene pri 40 in celo življenje sem ji govorila, zakaj si me imela tako pozan. In vedno rekla, zakaj? Zato, ker ne boš tako dolg z mano, ker sem imela tako pozan. Ker tako vemo, da 200 let ne bomo živeli, ne? In valjda, pri 40 me je imela, zdaj stara 80, jaz sem stara 40, če bi me recimo ona imela pri 20, ne? Bi bila pa ona zdaj le, a veš kaj mislim? Dalj časa bi z mano... Ampak, a veš, včasih pa pravijo, da ni važno, koliko let smo nekoga imeli, ampak je važno, koliko smo ga imeli takrat, ko smo ga imeli. Tako da tukaj ti pa lahko to potrdim, da tudi če ga imaš... Očeta nimaš več, ne? Tako. In da na koncu je važno, koliko si ga imel takrat, ko si ga imel. In verjamem, da ravno zaradi tega, ko opisuješ, da veš, kakšna je bila tvoja zgodba, kako si se ti mogoče kot otrok počutila, ker je te mama imela tako pozno, verjamem, da boš znala to pri svojih otrocih zelo dobro. Ne bom rekla skrit, ker ne rabiš tega skrivati, ampak jim boš znala to že prej dati občutek, da se s tem ne bojo sploh rabili ukvarjati. In na tej točki bojo tudi končali. Špela, hvala, ker si prišla, zdaj grejo pa porobčke. Hvala, ker sem spravila v jok. Jaz sem mislila, da je ta tvoj podcast nekaj zabavnega. Jaz pa še z nobenim gostom nisem jokala, tako da lepo se mej na morju, pa še prej hitro na tele nohtke. No? Ja, da te ne bojo s komentarji pojedali. Moram tole zdaj res, ker... A veš, kolikor sem danes govorila, pa kaj si potrdila ta podcast, če vidiš, da nimaš časa, če vidiš, da je vse tako, sem pa hvaležna, da sem prišla, ker... Ja, zelo sem uživala v tvoji družbi. Enako. Lepo se mej. Enako.